Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je pretekli torek sešel na 8. redni seji. V ospredju je bila razprava o proračunu občine za leto 2024. Svetniška skupina Gibanja Svobode je predlagala 8 amandmajev, prav vse so pa svetniki zavrnili. Po daljši in občasno tudi burni razpravi je občinski svet proračun za prihodnje leto sprejel z 18 glasovi za in 6 proti. Pred vami je proračun občine Slovenska Bistrica za drugo obravnavo. Še tudi pred koncem tekočega leta, tako da se bodo lahko aktivnosti, ki so vezane na izvajanje proračuna, torej v celoti pričele z samo veljavnostjo odloka o proračunu za leto 2024. Iz tega razloga bistveno nismo posegali v vsebino samega predloga proračuna v drugi obravnavi, glede na prvo obravnavo, predvsem z namenom časovnosti priprave, saj smo to že pri prvi obravnavi napovedali, da bo zaradi terminskih planov potreben rebalans v spomladanskih mesecih, kjer bomo lahko točno definirali tudi rezultat končne, torej tudi potencialni ostanek proračuna ob koncu letošnjega tekočega leta, ki ga bo sam rebalans lahko tudi vsebinsko razporedil po posameznih postavkah, ki bodo seveda najbolj nujno potrebne. Lahko pa se v tem času tudi zgodijo še kakšne nepredvidene aktivnosti, ki jih sedaj še ne poznamo. Zato sam proračun v drugem obravnavi ni bistveno spremenjen, bom pa kljub vsemu tiste spremembe, ki smo jih tukaj upoštevali, na kratko obrazložil. In sicer v tem času se je zgodila tudi sprememba financiranja občin, torej povečala se je primerna poraba in sicer na postavki 1.1, torej poprečnina iz 19 milijonov 77 tisoč na 19 milijonov 668 tisoč, torej cirka 600 tisoč evrov več in pa dodatna sredstva za plače javnim zavodom, to je postavka 1.6, to je nova postavka dobrih 200 tisoč evrov, kar pomeni cirka 800 tisoč evrov več sredstva v proračunu občine Slovenska Bistrica. Sicer so se na prihodkovni strani malo še korigirale parkirnine, torej povečale parkirnine. Nekaj se pa je znižalo na postavki 2.3.2.23.3 pri zdravstvenem domu, torej sofinanciranje soustanoviteljic, namreč občine so v večji meri bodo letos realizirale svoje nakazila v proračun občine Slovenska Bistrica, zato se to v naslednjem letu zmanjša, ker se to že ve. Prihodki skupaj so tako narasli iz 29,2 milijona na cirka 30 milijonov v drugi obravnavi, kar pomeni 2,67% rast. Kar se odhodkov tiče na področju organov občinske uprave, praktično ni sprememb. Manjša sprememba je na postavki 2.3.3.1 požarno varstvo, gre za sredstva za investicije tekočega leta, kjer se je prostovoljnemu gasilskemu društvu Zgornja Bistrica prenesla namensko sredstva v višini 50 tisoč evrov, ki jih letos ne bodo mogla pokoristiti za nabavo gasilskega avtomobila. Tudi ta znesek je znan, zato smo ga tudi že sedaj uvrstili v naslednje leto. Na področju družbene dejavnosti praktično tudi ni posebnih sprememb, razen na postavki investicije 3.8.2.3, sakralni objekti, kulturni domovi, gre za dvig v višini 60 tisoč, tudi na račun zagotavljanja zemljišč za potrebe razširitve pokopališč se strani lastnika zemljišča in posledično tudi potencialnih vlaganj v sakralne objekte. Na področju okolja in prostora ni bistvenih sprememb, razen na postavki 4.2.2 vzdrževanje gozdnih cest, kjer gre za prenos določenega dela sredstev, tako da je iz 38 na 75 tisoč evrov, ta sredstva bodo realizirana v naslednjem letu, tudi to je sedaj že znano. Oddelek za gospodarstvo ni sprememb, prav tako na področju projektov praktično ni sprememb, tako da skupni odhodki med prvim in drugim obravnavi so se iz 27,7 milijona dvignili na dobrih 27,8 milijona evrov, kar pomeni cirka 150 tisoč evrov več. Razliko povečanih prihodkov smo korigirali iz naslova zadolžitve proračuna, ki je v prvem branju znašala 900 tisoč evrov, znižali smo jo na dobrih 224 tisoč evrov, tako da je v bistvu takšen predlog proračuna tudi uravnotežen. Skladno z poslovnikom proračuna občine Slovenska Bistrica je v času med prvo in drugo obravnavo bila izvedena tudi javna razprava od 11. septembra do 11. oktobra. Prejeli smo 5 pobud, ki jih bom na kratko obrazložil. In sicer s strani Uroša Martinška je bila predlog za povečanje sredstev
na področju športa za povečanje, za preureditev skateparka, in sicer v leto 2024 za 10 tisoč in leto 2025 za 100 tisoč evrov. Tukaj lahko povem, da se v bistvu celovito preureditev obstoječe športne infrastrukture, ki je potrebna, pripravlja, in predvidena in tudi potrebna nadgradnja skateparka bo tudi zajeta v okviru teh projektov, ki se pripravljajo. Ni pa predlagatelj povedal, od kod bi ta sredstva seveda vzeli. Potem je prišla pobuda s strani Ljubice Zgonec Zorko, in sicer, da se v načrtu razvojnih programov v letih 2024 do 2027 za rokodelski center namenijo sredstva torej povečajo na 20 tisoč evrov, torej na ta NRP. Vezano na to je tudi od iste pobudnice, da se na postavki 5152 rokodelski center dvignejo sredstva v višini 15 tisoč evrov in se vzamejo iz projekta 997, projekt Hub in 15 tisoč evrov. Tukaj moram povedati, da ta prerazporeditev niti ni možna, zaradi tega, ker za projekt Hub in so že podpisane pogodbe, določene vsebina, za projekt smo že pridobili določena sredstva in seveda vsebino moramo v celoti urediti, torej narediti, ne moramo tukaj krčiti sredstev. Prav tako pa je v bistvu v preteklih letih iz proračuna občine Slovenska Bistrica so bila tudi že kar znatna sredstva tudi dodeljena rokodelskemu centru, prav tako pa je v letošnjem letu tudi zagotovljenih določen del finančnih sredstev, trenutno v višini 15 tisoč evrov. Potem sta bila dve pobudi, ki sta vezani na počitniško varstvo v naslednjem šolskem letu, torej med počitnicami po zaključku tega šolskega leta. Ena pobuda je prišla s strani sveta staršev druge osnovne šole, da se ta sredstva povečajo za 20 tisoč evrov. Še ena pobuda vezana prav tako na počitniško varstvo pa je prišla s strani Klavdije Hozjan. To so v bistvu te pobude, ki so prišle v tem obdobju. Tudi za to počitniško varstvo moram povedati, da so na postavki zagotovljena določena sredstva in skladno z dogovorom z torej osnovnimi šolami bo v določeni meri tudi izvedeno in pa seveda tudi potem ustrezno sofinancirano to počitniško varstvo. Svetniki so v nadaljevanju seje med drugim potrdili letni program športa in program ljubiteljske kulture v občini za leto 2024. Sprejeli so tudi investicijski projekt za širitev pokopališča v Slovenski Bistrici. Občinski svet je potrdil tudi višje cene programov vrtca, podal soglasje k novi ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, uskladil neprofitne najemnine za leto 2024 ter potrdil višje cene izvajanja javnih gospodarskih služb na območju občine Slovenska Bistrica. Ob koncu seje so svetniki za novega člana odbora za gospodarstvo in proračun imenovali Stanislava Zajška in se strinjali z dodelitvijo sredstev območnemu združenju Rdečega križa Slovenska Bistrica za socialno ogrožene posameznike oziroma družine v predvideni višini 33 800 evrov.